Spoštovane in spoštovani, čas je, da razglasimo zmagovalca v kategoriji pametno. In zmagovalec je... iSystem Labs d.o.o. Čestitke! Podjetje iSystem Labs d.o.o. je del mednarodne skupine iSystem, v kateri slovensko podjetje skrbi za razvoj, proizvodnjo, tehnično podporo ter podporo marketingu. Podjetje se že 27 let osredotoča na razvoj in proizvodnjo razvojnih ter testnih orodij za mikroprocesorje in mikrokrmilnike, ki se tržijo pod blagovno znamko iSystem. Njihovi kupci iz razvojnih in testnih oddelkov globalnih podjetij v avtomobilski, letalski in medicinski industriji v Sloveniji izdelana orodja uporabljajo za razvoj in testiranje elektronike oziroma naprav, od katerih so odvisna človeška življenja, oziroma bi bila ta lahko ogrožena v primeru nepravilnega delovanja naprave. Podjetje je v letu 2019 ustvarilo za 6 milijonov evrov celotnih prihodkov, čisti poslovni izid pa je znašal skoraj 1,7 milijona evrov. Lani je zaposlovalo 42 ljudi, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala nekaj več kot 98.300 evrov. Na tuje trge izvozi celotno proizvodnjo, predvsem v Nemčijo, sledijo Kitajska, Združene države Amerike in Indija. Pametno, visokotehnološko podjetje iSystem Labs je v svetovni vrh v svoji panogi prišlo predvsem po zaslugi visoko izobraženih, talentiranih in učinkovitih zaposlenih, ki delajo v razvoju in proizvodnji ter strankam nudijo tudi izvirne rešitve in tehnično podporo. Zaradi vsega naštetega komisija v kategoriji pametno nagrajuje podjetje iSystem Labs d.o.o. Nagrado v kategoriji pametno bo prevzel direktor podjetja iSystem Labs Janez Jarc, ki ga nato tudi vabim na krajši intervju. V imenu podjetja se zahvaljujem javni agenciji Spirit Slovenija, da so nas prepoznali kot mlado, inovativno, smart podjetje. V isti priliki moram se zahvaliti zaposlenim, ki gradijo to našo zgodbo in so sploh omogočili, da smo danes mlado, inovativno, smart podjetje. Gospod Janez Jarc, dobrodošli na naši slavnostni prireditvi in seveda srčne čestitke vam in vašemu podjetju. Prejeli ste prestižno nagrado javne agencije Spirit Slovenija in sicer v kategoriji pametno. Pa če dovolite prvo vprašanje, v kolikšni meri so za vaš uspeh zares ključni pametni talenti? Se skozi čas vrednost človeškega faktorja spreminja? Je v času krize kaj večja? Naše podjetje deluje zelo v takem nišnem trgu, v visokotehnološkem trgu, tako da praktično so ključni ti talenti in človeški viri že od vsega začetka nastanka podjetja. Enako bi trdil, da je tudi za to pandemično leto, praktično, da je to ostalo nespremenjeno, se pravi še vedno nam je to ključni faktor, se pravi mladi, inovativni talenti. V Sloveniji se že kar nekaj časa borimo z produktivnostjo, stopnjo produktivnosti. Pandemija, kolikor vem, je rodila mnoge aplikacije za merjenje učinkovitosti dela od doma. Pa me zanima, kako pri vas to učinkovitost dela od doma merite ali kako sploh dosegate visoko produktivnost vaših zaposlenih? Tukaj smo mogoče v neki meri malo netipično podjetje. Zaposlujemo relativno zmerno vsako leto, recimo 5-8 ljudi. Tako da imamo priložnost, da zaposlimo nadpovprečne inženirje. Posledično so to običajno ljudje zelo učinkoviti, inovativni in posledično tudi ti ljudje praktično ne rabijo nobenega nadzora ali pa da bi preverjal količino upravljenega dela ali kvalitete upravljenega dela. Tako da v tem pandemičnem letu praktično s tem nismo zaznali nekega dodatnega dela za oddaljenim delom od doma. Tudi sama učinkovitost ni trpela na ta račun. Smo pa prepoznali neko slabost tega dela od doma, predvsem pri novih projektih, ker se praktično začne graditi neka nova ideja, nov produkt.
Tukaj pa smo zaznali opazno preko poslabšanja, lahko temu rečem, ker preko ta interakcija, komunikacija med posameznimi inženirji je pač bistveno omejena čez te videoklice, ker naprimer v lanskem letu, ko so se inženirji v istem prostoru, se praktično že med samim razvojem izdelkom, so inženirji med sabo praktično skozi ušesa že informirani, kaj se v podjetju dogaja, kaj se v razvoju dogaja. Potem, ko se neka ideja brusi, pili, je to povsem druga izkušnja, ko se ljudje gledajo iz oči v oči in praktično razmišljajo istočasno o neki novi ideji, se pravi temu bi rekli brainstorming. Pravijo, da ideja ni dovolj, da je pomembna izvedba te ideje. Kako v vašem podjetju zasledujete čim večje število prebojnih idej? Prebojnih inovacij, kako greste skozi procese inoviranja v vašem podjetju? To je v bistvu spet v našem podjetju mogoče malo specifično. Naše podjetje je najbolj prisotno v avtomobilski industriji, kjer praktično tudi, se pravi, preko te vgrajeni sistemi, na katerem področju mi preko delujemo, ves čas sledimo praktično za temi partnerskimi podjetji, ki delajo te mikrokrmilnike. Usporedno preko gradimo to zgodbo, bi rekel, tudi za našimi strankami, kot so preko ključna avtomobilska podjetja in drugimi partnerskimi podjetji praktično te smernice tudi postavljamo, prepoznavamo, kam bo trg šel oziroma kako se bodo te vgrajeni sistemi razvijali, testirali v prihodnosti. To je odlična iztočnica za moje naslednje vprašanje, namreč vi se vključujete ne le v avtomobilsko industrijo, ampak tudi v letalsko in farmacevtsko. Kaj se bo v prihodnosti zgodilo s prvim dvema, torej z avtomobilsko in letalsko? Namreč Slovenija je tudi vezana na avtomobilsko industrijo, ampak glede na to, da vsi komaj čakamo samo cepivo proti COVID-19, je pravzaprav paradni konj celega sveta farmacija. Kakšne so vaše prognoze in napovedi? Osebno mislim, da bo preko avtomobilska industrija še vedno ostala močna v tem segmentu, bi rekel, se pravi pri novih tehnoloških rešitvah na področju vgrajenih sistemov, ker to je le trg, ki je zelo velik. Naprimer v lanskem letu se je prodalo 75 milijonov avtomobilov povprečno. To je nek izdelek, v katerega praktično preko neko gospodinjstvo vloži relativno veliko denarja. Malo izdelkov je, bi rekel, tako dragih, recimo od 20 tisoč pa ne vem, do 100 tisoč evrov, če rečemo, tako da je noter vgrajenega veliko znanja, veliko izdelkov, zadaj je veliko dobaviteljev, tako da jaz mislim, da bo tudi ta industrija tudi v prihodnje še vedno zelo močna. Prihaja avtonomna vožnja, ki je velik izziv praktično za vso to industrijo avtomobilsko. Tukaj preko je tudi na področju vgrajenih sistemov je prišlo do preko velikega preskoka v smislu kompleksnosti teh elektronskih naprav. Tukaj so preko nove stvari, ki preko jih recimo v sedanjih avtomobilih ni, se pravi avtonomna vožnja zahteva povezavo v splet oziroma dostop do podatkov v oblaku, potem komunikacijo z avtomobili v bližini, ker le tako, bi rekel, neko avtonomno vozilo lahko kvalitetno prepoznava dogajanje v okolici in praktično potem tudi na podlagi tega prepreči ali pa zmanjšuje verjetnost za nesrečo v prometu. Torej vse gre verjetno v vseh panogah in industrijah v smeri povezovanja, v smeri smart, pa bi vas za konec nekako izvala s 3 besedami, in sicer zeleno, kreativno in pametno. Prve vaše asociacije na 3 magične besede. Kreativnost v bistvu najbolj preko neposredno povezujem z inovativnostjo, ki naše podjetje vsekakor je. Potem preko se mi poraja pomisel na mlade talente, ki so kreativni in inovativni. Potem smart, bi pa rekel, v segmentu, ki delujemo v teh vgrajenih sistemih, praktično preko preoblikujejo današnjo družbo. Poleg te ko sem že omenil avtomobilsko industrijo, veliko se danes dogaja v tem internet stvari, potem tudi ta wearable tehnologija, ki bo dejansko spremenila našo prihodnost. Se pravi, vgrajeni sistemi bodo integrirani v neke zapestne naprave, v grlice, integrirani v tekstil, v našo kožo, pod kožo in bo dejansko spremenili, bi rekel, našo prihodnost. Lahko pa še rečemo pametno?
Pametno, vaše podjetje, ki je letošnji nagrajenec v kategoriji Pametno. Gospod Janez Jarc, hvala lepa in prenesite vse naše pozdrave in čestitke tudi vašim kolegom. Srečno in ostanite zdravi. Hvala lepa.